Hvala lepa. Torej, spoštovani, moja slika bo morda malce manj idealistična, kot smo slišali sedaj, ampak to je pač naloga zgodovinarjev. Torej, v luči prihajajoče obletnice in v kontekstu globalizacije je v zvezi z univerzo danes gotovo najbolj aktualno vprašanje, ali je že ob ustanovitvi sledila tudi načelom univerzalnosti, ali pa je šlo zgolj za nacionalni motiv. Brez dvoma je bil nastanek Slovenske univerze prvenstveno produkt obrambnih nacionalnih teženj, prva vidna trdnjava, najvišja slovenska kulturna ustanova, ki si jo je narodna država postavila na Triglavsko ozemlje proti sosedom, kot je ob njeni desetletnici leta 1929 zapisal rektor Milan Vidmar, že omenjeni, tedaj v svetu najbolj priznan slovenski elektrotehnik in šahist. Univerzitetni svet pa je tedaj ugotovil, da je Ljubljanska univerza severni branik naše zemlje. No, Vidmar je bil gotovo zagovornik univerzalne znanosti ali tudi univerzalne znanosti in o tem ob kakšni drugi priložnosti. Konec prve svetovne vojne je Slovencem kot delu poražene države v nasprotju z velikimi pričakovanji o narodni združitvi prinesel razkosanje in s tem so se odprle seveda številne možnosti kljub tej slabi situaciji, ker glavni del slovenskega naroda je prišel v Jugoslavijo. Po dolgih letih je tako nastala možnost za ustanovitev univerze. Treba je reči, da ji slovenski politiki niso bili naklonjeni. Dvomili so, da bi jo bilo mogoče ustanoviti in so pobude sprva zavračali. Univerza se jim v turbulentnem prehodnem času ob bojih za nacionalne meje, rastočih socialnih nemirih, ki so pretili z revolucijo, ter ob 10 tisočih vojakov raznih nacionalnosti, ki so po razpadu Soške fronte ostali na slovenskem ozemlju, ni zdela prioritetno vprašanje. Izrazito ji je nasprotoval zlasti centralistično usmerjen liberalni del slovenskih intelektualcev. Poleg tega je obstajala ideja, da bi bila univerza v Trstu, ker so bila pričakovanja, da bomo Trst dobili, in celo predlog, da bi jugoslovanska vojska zasedla univerzo Gradec kot mesto in univerzo v Gradcu, tako da bi Slovenci oziroma Jugoslovani dobili tamkajšnjo univerzo. No, to bi bil gotovo zelo sočen in unikaten zgodovinski dogodek in v tem primeru, če bi se uresničil, bi bila Slovenija seveda večja, mi bi pa danes sedeli v Gradcu, ampak sedi. Pri Slovencih je tedaj in še nekaj časa vladala dilema, ali ima sploh smisel ohranjati svoj jezik in kulturo, ali pa bi bilo bolje, da postanejo del enovitega jugoslovanskega naroda s srbo-hrvaškim jezikom. Na koncu je bilo v novi državi sprejeto načelo kompromisnega unitarizma, to je definicija, da so Jugoslovani en narod s tremi plemeni. No, hkrati pa je to protislovno obdobje nudilo možnosti za ustanovitev univerze in moja ocena je, da to, če ne bi bilo točno v tistem obdobju, je vprašanje, če bi samostojna slovenska univerza sploh nastala. Odločilen je bil nekako čas med novembrom 1918 in majem 1919. Takrat so padle vse glavne odločitve. Nimam časa, da bi pojasneval podrobnosti, ampak verjamem, da bo še dovolj priložnosti ali da boste prebrali. Torej, nastanek univerze lahko razdelimo v 3 faze, od njene ustanovitve do konca januarja 1919, ko je potekalo oblikovanje začasnih stolic za Zagrebško univerzo, ker sprva je bilo mišljeno, da bo to del Zagrebške univerze in bi jih nato postopoma prenesli v Ljubljano. Potem od februarja 1919 do julija 1919, ko je sledilo ustanavljanje univerze v Ljubljani, to je od sprejetja zakona o univerzi v Ljubljani, ki ga vidite tukaj,
v začasni narodni skupščini in potem podpis regenta Aleksandra. No, še preden je predlog za ustanovitev nove univerze v slovenski in jugoslovanski politiki dobil kolikor toliko oprijemljivo podlago, so se v že omenjeni komisiji, ki jo je omenila gospa prorektorica, začeli oblikovati prvi kadrovski predlogi. V ospredje je stopilo vprašanje habilitacij. Razvnel se je spopad med narodnjaškim delom, ki je v ospredje postavljal nacionalne cilje pri ustanavljanju univerze, in znanstvenim delom, v narekovaju prav tako, ki se je želel strogo držati habilitacijskih kriterijev najbolj znanih evropskih univerz. Sicer zelo sočne podrobnosti z aktualnimi analogijami, tokrat tudi puščam ob strani zaradi omejenega časa. Polemike so bile tudi, ker je del profesorjev, vključno s prvim rektorjem, matematikom Plemljem, v slovenščini videl zgolj enega od jugoslovanskih dialektov. Tovrstne debate o jeziku in univerzi so postale javne in po časopisih so potekale polemike za in proti univerzi. Vsakič je prišlo v javnost tudi to, kar se je razpravljalo na sejah univerzitetnega sveta, torej takoj po koncu sej, tako da tudi tisti časi niso kar zadeva curljanja informacij kaj posebnega. Ko se je v maju 1919 strankarsko in nacionalno politično raznorodni začasni narodni skupščini, torej ko se je v njej postavilo vprašanje potrjevanja proračuna, je bila priložnost prava, saj je vlada potrebovala vsak glas. V proračunskih kupčkanjih je nenadoma v predlog prišla tudi postavka za slovensko univerzo. Seveda v zameno, da bodo slovenski poslanci glasovali za proračun. In zakon so potem podprli tudi liberalci s pripombo, da teološka fakulteta nima zveze z modernimi nekonfesionalnimi univerzami in da znanstvene discipline, ki jo zadevajo, sodijo na filozofsko fakulteto, ostalo pa v verske skupnosti. No, tako je bila torej univerza ustanovljena. Gotovo je imela konstitutiven pomen za slovensko znanost in je postopoma združila profesorje, prej raztresene po raznih avstrijskih univerzah. Kljub turbulentnim razmeram je med obema vojnama uspela zadržati vse fakultete, okrepila je študij na njih in tudi na medicinski fakulteti, ki je sicer ostala nepopolna. Pred drugo svetovno vojno je dosegla študij v 6 semestrih, medicinska fakulteta. Prva doktorska dizertacija je bila julija 1912, tipkopis je obsegal 33 strani. Prva doktorantka je bila, kot je znano, ženska Anka Majer, kasneje poročena Kranjski, kar pa je splet naključij in še zdaleč ne morebitnih emancipacijsko usmerjenih teženj, tedaj še izrazito moške univerze. Tudi delili so si priznanje za moški pogum pri ustanovitvi univerze. Emancipacija se je v zgodovini univerze in v pretežno konzervativnem slovenskem okolju uveljavljala počasi in je zagon dobila šele po drugi svetovni vojni. Brez dvoma pa je seveda univerza svoj nastanek upravičila, tako v nacionalnem smislu, naj omenim samo njeno vlogo enega od pomembnih žarišč upora med drugo svetovno vojno, kot znanstveno univerzalnem smislu. Postala je ena od ključnih nacionalnih in kulturnih inštitucij, ki so svojo pot začele med obema vojnama in se z republiško državnostjo po drugi svetovni vojni vzpostavile in profesionalizirale do te mere, da je njihov prehod v samostojno državo potekal brez dramatičnih rezov. To je ljubljanski univerzi tudi omogočilo, da je danes kljub vsej kritičnosti in morda malo manjši samokritičnosti med 400 najboljšimi univerzami na svetu. Ostajajo pa kljub drugačnemu kontekstu razmer tudi v današnjih časih enake dileme. Razpon med ohranjanjem nacionalne samobitnosti in univerzalnostjo, ki je zaradi globalizacije morda še večji, kot je bil tedaj. Zlasti gre tu za vprašanje obstoja jezika in vloge univerze pri njegovem ohranjanju,
še posebno na znanstvenem področju, ker mislim, da smo na napačni poti ali na slabi poti in bo tukaj potreben globok razmislek, kako naprej. S tem povezan konflikt med narodnjaško, kot so jo tedaj imenovali, in univerzalno znanostjo, torej danes med humanistiko in družboslovjem na eni in naravoslovjem in tehniko na drugi strani. Zlasti seveda pri vprašanju habilitacijskih meril, ampak po drugi strani tudi, kar je ključno, pri vprašanju, kako znanosti med sabo povezati in seveda s tem tudi univerzo, ne zgolj formalno, ampak tudi smiselno in projektno. Potem smisel obstoja in dejavnosti univerze, nekoč vprašanje, ali naj zgolj šola uradnike in učitelje, od tod tudi izraz vse učilišče, pa dijak in ne študent, pouk in ne predavanja in podobno. Danes naj bi bila univerza prilagojena gospodarstvu in nekakšen njegov servis. Večno vprašanje avtonomije univerze oziroma odnosa med univerzo in politiko, tudi tu je seveda ključno vprašanje denarja, so pa kljub ustavno zagotovljeni vlogi svobode raziskovanja in izražanja tudi razni in politični pritiski na neljube oziroma družbeno angažirane profesorje, od poslanskih vprašanj do bolj grobih oblik, še posebej takih, ki jih omogočajo moderni spletni mediji. In ne nazadnje vprašanje, kje bo univerza, oziroma danes v moderni verziji, koliko jih bo, teda je šlo za vprašanje, ali naj bi bila za celo novo ustanovljeno jugoslovansko državo ena, torej že obstoječa v Beogradu. Po osamosvojitvi Slovenije je politika ugotovila, da bi pravzaprav vsaka slovenska vas potrebovala, če že ne svojo univerzo, pa vsaj svojo fakulteto. Seveda zasebno, a z državnim denarjem. Hvala lepa. Naprej pa s tem pomikam. Z desno. Pozdravljeni. Prikazati želim, kako je kmetijske stroke, biotehniške stroke, biologija in aplicirane biološke stroke, kako so prispevale k živosti Univerze v Ljubljani od vsega začetka. Neformalno kmetijsko izobraževanje in pospeševalna dejavnost je v Sloveniji bila neposredna že v daljši zgodovini. Omenil bi samo Antona Janšo, znanega čebelarja, svetovno znanega, ki je skrbel tudi za izobraževanje kmetov. Žiga Zois je nadaljeval poleg drugih to neformalno kmetijsko izobraževanje in posebej znan je bil po pospeševalni kmetijski dejavnosti. Odločilno leto je bilo 1815, ko je v Sloveniji in v drugih deželah Srednje Evrope nastopila huda lakota. Nekaj let je bila huda lakota zaradi nekih vulkanskih izbruhov, ki so preprečili ovirali dostop sončnega sevanja. On je ugotovil, da je tatarska ajda, ki so jo kasneje po njem imenovali Zoisla, ena redkih poljščin, ki v tistih izrednih razmerah lahko uspeva. Ker je bila grenka, so jo zlobno imenovali oziroma poniževalno imenovali Zoisla, so jo pa pridelovali zlasti v hribovitih območjih vse do leta 1980. Potem so pa počasi prenehali, ker je bila grenka, temu pravijo ponekod po svetu grenka ajda,
In takrat se pa niso zavedali, da je ravno tisto, kar povzroča grenkobo, da so to antioksidanti, ki so izredno pomembni za naše zdravje. Šele potem, pred približno 10 leti, je profesorica Zlata Lutar obudila to poljščino. Leta 2018 je registrirala novo sorto, uradno na Ministrstvu za kmetijstvo. Ves ta material pa izvira iz prvotnega materiala Žige Zoisa, oziroma tistega, kar so kmetje gojili. To je bila neka živa arheologija. V navadni ajdi in v drugih poljščinah so bile posamezne plevelne rastline, ki jih je ona prepoznala kot tatarsko ajdo, to vzela, shranila v genski banki, proučevala in to je končno pripeljalo do registracije nove sorte, ki se že širi po Sloveniji. Torej, Žiga Zois je dal trajnejši vpliv. Prvo kmetijsko šolstvo so bile najprej osnovne šole, kjer so imele vedno kmetijske vsebine. Šele leta 1947 je bila formalno ustanovljena agronomska fakulteta v Ljubljani, potem ko so že na osvobojenem ozemlju na raznih konferencah diplomanti Zagrebške kmetijske univerze predlagali, zahtevali, da se ustanovi kmetijska agronomska univerza, agronomija na univerzi v Ljubljani. Kmalu zatem je agronomiji se pridružilo gozdarstvo, iz njega lesarstvo, živilska tehnologija in druge biotehniške stroke. Pomemben za biotehniške stroke je bil Fran Jesenko, prvotno docent na univerzi v Dunaju. Zaradi svoje svobodomiselnosti in nepreračunljivih izjav je bil zaprt dalj časa v začetku Prve svetovne vojne. Ko je bila ustanovljena univerza v Zagrebu, je šel takoj na univerzo v Zagrebu predavati biologijo, posebej botaniko, in ko je bila ustanovljena univerza v Ljubljani, je prišel v Ljubljano. Vse do svoje smrti, ko je študente peljal na Komarčo in se tam smrtno ponesrečil, je skrbel za živost, za živahne diskusije v bioloških in aplicirano bioloških strokah na univerzi. Z njim je bil pomemben tudi Franc Mikuš, ki je ustanovil poskusno postajo v Beltincih v Prekmurju, kmalu potem, ko se je Prekmurje združilo s Slovenijo, in je med obema vojnama že imel pomembno vlogo v evropski znanosti na področju žlahtnjenja rastlin in genetike. Na univerzi v Zagrebu je pa zanimivo, ravno na področju genetike so bili vidni znanstveniki iz Slovenije, poleg Jesenka, ta dva, ki sta podčrtana, sta posebej pomembna z vidika mednarodne uveljavljenosti. Genetika je vedno skrbela za živost, za včasih žolčne diskusije. Že pred drugo svetovno vojno je v Ljubljani nastal en odtenek evgenike. Naj bi bilo področje, na katero se je naslanjal tudi Hitler in nekatere druge rasistične teorije. Je pa to hitro minilo. Prav tako je hitro minil lisenkizem, torej stalinistična izvedba dednosti, raziskovanja dednosti, in je imela komaj obroben vpliv. Je pa ne glede na to, so bili v Sloveniji na univerzi v Ljubljani pogosto zelo različni pogledi na genetiko, na vplive okolja, na osebko razvoj pod vplivom genov, in da ne bi preveč o tem razpravljal, je tukaj nekaj navedb iz tedanje literature, kjer se je o tem diskutiralo. So pa tudi na univerzi bile diskusije, ki so bile včasih žolčne, ampak dekan Dušan Mlinšek je znal ločiti upravne postopke od
od strokovnih in znanstvenih debat, tako da se ni preveč prepletalo. Šlo je za to, predvsem, a so laboratorijski rezultati edino pomembni, ali je terensko preverjanje edino pomembno, ali ima vsako svoje. No, v letih okoli 2010 do 2012 je zopet prišlo do zaostrenih debat. Eno od področji agronomije je tudi agrarna ekonomika. Zadružništvo je bila tema, in to ne socialistično zadružništvo, tako imenovano socialistično zadružništvo, državno zadružništvo, prisilno, ampak slovenska tradicija zadružništva. Jože Levstik, nekdanji minister za kmetijstvo v zvezni vladi, je bil umaknjen v Ljubljano in prišel na agronomsko fakulteto, kjer je s stališča politike naredil več škode kot koristi s tem, da je predaval študentom o zadružništvu. No in njegovi študentje so potem omogočili, da je Jože Pučnik v študentski tribuni objavil svoje poglede in nekatere druge stvari, ki se jih ne morem zdaj v podrobnosti spuščati. Agrarna ekonomika še sedaj, pomembno področje je varstvo kmetijskih zemljišč. Pred približno 10 leti so se stroški sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč, tako imenovano zeleno polje, gradnja tovarn, gradnja avtocest na zelenih poljih, postalo zopet posebej problematično. No in da ne bom ponavljal, pred par dnevi je na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti smo tej tematiki posvetili posebno pozornost. Slovenija ima, tako kot vse druge države, temno stran. In tukaj ne mislim nekaj družboslovnega, ampak mislim čisto biotehniško. Pod površjem zemlje je tema, za tistega, ki ga ne zanima in ki ne ve, kaj se tam dogaja. V resnici je pa živahno življenje tam z mnogimi mikroorganizmi, deli rastlin, z živalcami in to je naša dediščina preteklih milijonov let in čeprav tega ne vidimo, je za nas, za običajnega opazovalca, temna stran. Moramo paziti pri pozidavi kmetijskih zemljišč, da se zavedamo tega in tudi za Magno bi se dalo najti par kilometrov stran v smeri proti Kidričevemu, v smeri v katero drugo smer, primerna zemljišča, onesnažena, neprimerna za kmetijsko obdelavo. Za kmetijsko obdelavo pa je treba čuvati najboljša kmetijska zemljišča, dediščino naših predhodnih generacij in tudi naravno dediščino. In tu gre za prehransko varnost Slovenije, ne samo zato, da bomo imeli dovolj hrane, ampak da bo ta hrana primerne kakovosti, da ne bo onesnažena in da ne bomo odvisni od tega, kako pogosto samo naključno, da se najdeva zastrupljene ali drugače sumljive, nenamerno zastrupljene, zaradi malomarnosti zastrupljena živila ali pa živila, ki so tik pod dovoljeno mejo onesnaženja. Torej, to je bilo samo z nekaj besed, sem želel prikazati vpliv, prispevek agronomskih strok k živosti na Ljubljanski univerzi. Hvala lepa. Zdaj na vrsti profesor dr. Aleksandra Tanja Mrčena, Univerza Spol in Nacva. Najlepša hvala. Glede na to, da sem sociologinja,
bi lahko spregovorila o pomembni vlogi sociologije, o emancipaciji sociologije na Univerzi v Ljubljani, o zgodovini sociologije na Univerzi v Ljubljani, ki se je začela v zametkih na pravni fakulteti in pol se razvila in se še naprej razvija na 2 članicah Univerze v Ljubljani, pa ne bom. Glede na to, se bom ukvarjala z pomembnim vprašanjem univerza ustvarjamo moške in ženske, ne čisto od začetka, kot je kolega Božo Repe omenil, torej na začetku so univerzo ustanavljali, se proti njej borili, je na koncu ustanovili in za emancipacijo žensk na univerzi borili moški. Torej, glede na spol v naslovu bi lahko govorila o tej emancipaciji žensk na univerzi. Torej, lahko bi spregovorila o tem, kako se je položaj ženskam spremenjal, kako je od feminističnega in ne samo feminističnega ideala, da se ženskam omogoči dostop do pomembnih virov, izobraževanja, poučevanja, raziskovanja, vodenja, spremenjal. Pa ne bom. Spregovorila bom o položaju moških na Univerzi v Ljubljani. Torej, položaj moških na Univerzi v Ljubljani se je zelo spremenjal skozi čas. In o tem položaju moških bom spregovorila v luči tega, da se institucija, o kateri govorimo, spremenja. In v luči tega, kar vem kot sociologinja, kaj se dogaja z demaskulinizacijo določenih področij, institucij ali poklicov. Torej, poglejmo, kaj označuje v prvih 100 letih položaj moških na tej univerzi. Zmanjšuje se udeležba, ne število tako moških kot žensk se na univerzi povečuje v času, ki ga obravnavamo, ampak se zmanjšuje udeležba, torej razmerje se spreminja in vse manj je moških, ko primerjate število moških in žensk, med študenti na vseh 3 stopnjah. Hitreje se to dogajalo na 1. stopnji, manj hitro na 2., najmanj hitro na 3., ampak se dogaja. Zmanjšuje se tudi število moških med vsemi zaposlenimi na univerzi. Najhitreje se to dogaja na najnižjih položajih, najpočasneje na najvišjih položajih. Torej, še vedno so moški dominantni na nekaterih, praviloma najboljše plačanih položajih, praviloma položajih z najvišjim statusom. Moški so na Univerzi v Ljubljani, če primerjate ženskami, boljše plačani, skoraj na vseh položajih. Ampak so bistveno slabše plačani, kot če jih primerjate z moškimi, na drugih položajih v družbi, posebej v gospodarstvu. Torej, moški, ki delajo na univerzi, se ne morejo primerjati z moškimi z isto izobrazbo, s položaji, primerljivimi položaji nekje drugje. Poglejmo nekaj številk. Demaskulinizacija se dogajala od samega začetka. Torej, ko smo imeli, kot rečeno, moške, ki so to univerzo ustvarjali. Moške, ki so bili prvi študenti, prvi profesori, prvi voditelji te univerze. In poglejte zdaj številke po različnih, tukaj so 4 od 5 ustanovitvenih fakultet na Univerzi v Ljubljani in številke se spremenjajo. Nekje se zelo hitro dogaja demaskulinizacija. Nekje so trdnjava ženskosti na univerzi ustanovljene že zelo zgodaj in se ne dajo. Nekje so moški uspeli obdržati svoj dominanten položaj, recimo na tehnični fakulteti, recimo. Gledamo prvih 30 let, pol pa preskočimo v času, zelo zanimivo je brati, kot so že danes povedali, zgodovino univerze, ker marsikaj izvesta o naši zgodovini in o tem, kako smo se interdisciplinarno povezovali, pa ne povezovali, kako smo ustvarjali in tudi na ta način demaskulinizirali ali feminizirali delo univerze, kako je nekaj, kar se zdaj borimo, že obstajalo, pa smo spet spremenjali. Torej, če pogledamo
pogledate v 50-ih, vidite, da zdaj prenovljene in reorganizirane deli univerze se na različne načine obnašajo glede tega, kakšen položaj imajo moški na teh novih fakultetah. In če pogledate za celo Slovenijo, zdaj cela Slovenija tukaj do tega časa pomeni samo 2 univerze. Torej, kasneje se začne to, o čem je govoril kolega Repe, proliferacija različnih javnih in zasebnih zavodov. Torej, pogledajte to, kar se je zgodilo z moškimi. Torej, od večine, skoraj 70% študentov, so prišli v manjšino, torej približno 40%. In ta demaskulinizacija še posebej problematična na določenih področjih. Torej, izgradili smo si trdnjave ženskosti. Poglejte, zelo slaba udeležba moških na umetnosti in humanistiki, še slabša v zdravstvu in socialne varnosti in absolutno najslabša na področju izobraževanja. To je problem. Torej, jaz mislim, da je demaskulinizacija univerza velik problem, če želimo, da ta univerza še naprej počne to, kar jo je poslanstvo. Torej, da je pomembna institucija, katera vleče nase moč, katera ima moč, emancipatorno moč, ki daje temu narodu in tudi drugim državljanom dobre izhodišča emancipiranega življenja. Torej, zdaj 2 stvari, 2 kontekstualna dejavnika. Iz kakšna univerza se kakšna institucija se demaskulinizira? Mi živimo na instituciji, katera tako približno kot druga institucija tega tipa v svetu, živi v času zadnjih vsaj 30 let zmagovitega neoliberalnega zasuka. Torej, inštitucije vse in tudi izobraževalne, raziskovalne, znanstvene se v tem okolju političnem in ekonomskem obnašajo drugače kot prej. Torej, mnoge stvari so drugačne danes na univerze, kot so bile pred 30 leti. Način financiranja, kompetitivnost, način dela, organiziranja, menedžerske prejeme, nekaj, čemu mnogo akademikov, ljudi, ki dela v akademiji, misli, da gre za deakademizacijo tega prostora, da gre za menedžerizacijo, da gre za komercializacijo, da gre za nespodobne načine financiranja, vodenja, upravljanja, usmerjanja te pomembne inštitucije. Torej, to se dogaja in dogaja se prekarizacija dela. Dogaja se to, da mnogi na univerze živijo prekarizirana delovna življenja. To je lastnost velikega dela zaposlenih raziskovalcev, profesorjev in tako naprej. In to gre do najvišjih položajev. Torej, že prej smo rekli, da se moški v akademiji ne morejo meriti po plačah z moškimi zunaj akademije. To velja za to inštitucijo, ki se tako spreminja. Torej, te velike spremembe zastavljajo vprašanje, ali je lahko še vedno univerza to, zakaj smo se 100 let borili. Ali je to inštitucija, ki je cenjena, ki ima moč in vleče k sebi ljudi, ki se želijo in v družbi potrebujejo moč. Kaj se dogaja za področje, ki se demaskulinizirajo? V Sloveniji, v svetu, univerzalno moške in ženskega počnemo različne stvari, zelo pogosto med svojo vrsto. Torej, zelo najbolj pogosto, in v 2 minutah končam, delamo to, kar je videno kot žensko med ženskami, če smo ženske, in obratno, če smo moški. Sprememba tega nese sabo sprememba v statusu, moči, denarju. Mnoga področja, ki so se feminizirala, so zgubila na moči, statusu in denarju v družbo. Tukaj je nekaj zapisanih primerov. Slabo je, ko se za področja, slabo je za poklice, slabo je za institucije, ko se demaskulinizirajo. Nekateri na to odreagirajo, tukaj sem dala nekaj citatov, na to dejstvo odreagirajo, kot da je to zmaga žensk, ni zmaga žensk, ni zmaga nobenega. Torej, ženske kljub temu, da prihaja do demaskulinizacije, na tej univerzi služijo manj, so na manj pomembnih položajih. Torej, nekatere slabosti in primerjave lahko še vedno vlečemo. Ženske niso zmagale.
Nažalost, tukaj zmage ni. Torej, če je zmaga v številkah, ki kažejo, da je žensk več in da smo dosegli to, za kar smo se borili. Torej, ženske imamo boljši dostop do redkih virov izobrazbe, raziskovanja, poučevanja in vodenja, so te številke, nažalost, jih moramo gledati v luči tega, da so moški odšli in je verjetno potrebno se vprašati, zakaj so odšli, odkot so odšli in kam grejo in kje se seli moč. Torej, zaključila bi s tem, da je potrebno, sem danes pokazala nekaj številk, zdi se mi pa, da od številk moramo razmisliti o pravilih igre, torej od igre številk k pravilom igre. Torej, zakaj se dogaja demaskulinizacija in kako bi zgradili univerzo in z katere ne bi izgubili ne moške, ne moč. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj, jaz danes nisem namenjen za to, da bi imel referat, pravzaprav se niti ne želim meriti seveda z ostalimi kolegi, ki to počno toliko bolje, kot bom jaz kadarkoli lahko. Ampak vseeno bi pa želel na začetku par besed, čisto zato, ker se mi zdi izjemnega pomena, da je tole danes organizirano, malo z vidika izkušnje, malo pa iz tega vidika, ker seveda na koncu je človek vedno politolog. Najprej, kar se tiče tega tako imenovanega politiziranega naroda. Zdaj, ta narod je z državo, nacijo in tako naprej pač postal, če smem reči, nacija. Skratka, postal je politiziran narod. In univerza je njegovo ključno družbeno stičišče, tako kot je rekla kolegica Aleksandra, jasno emancipiranega življenja. Ampak veliko vprašanje, če smo se v prvih 100 letih ukvarjali s tem, kako bomo to zgodbo zapeljali nacionalno, je potem zdaj za naprej veliko vprašanje, kako pa bomo v pogojih globalizacije to isto zgodbo ne samo uspeli zadržati, ampak pravzaprav nadgraditi. Zato, ker v tem smislu, v smislu teritorializacije, teritorijalno določenih nacionalnih meja, politike, ki je temu primerno potem uokvirjena, tega že dolgo ni več. In seveda na ta način lahko neke politike še funkcionirajo, ampak mi vsi vemo, da se seveda ta glavne stvari dogajajo povsem drugače. In zaradi tega so te glavne stvari seveda deteritorializirane in prihajajo iz nekih povsem drugih virov, kot so bili pa tisti viri, ki so postavili to univerzo 100 let nazaj. Govorimo o virih družbene moči, govorimo o tem, kaj je pravzaprav ta družba spravila skupaj, zato da smo prišli od naroda do emancipirane nacije. Ampak naš izziv sedaj je globalen in ni seveda izziv v številkah. Izziv je pravzaprav v izkušnji, ki jo imamo ali jo lahko imamo. Moja izkušnja, zdaj pa moja osebna, je v tem, da če kaj v tem globaliziranem svetu šteje, potem je to, da tudi mi imamo svojo izkušnjo in da seveda so tudi tujci izjemno zainteresirani za to izkušnjo. To niso številke, to ni populacija, to ni BDP ali karkoli takega, ampak je izkušnja, ki jo ima neka nacija, ki je ustanovila to emancipirano središče življenja, svojega družbenega življenja, sedaj pa ga seveda mora prilagoditi v pogoje ali na pogoje globalizacije. In moja izkušnja je, da seveda tudi v tem
lahko še kako dobro ne samo tekmujemo, ampak tudi sodelujemo. Pri tem smo lahko celo izjemni, tudi v glavnih tokovih. Ne samo v nekih nišnih zgodbah, ampak tudi v glavnih tokovih. Zato, ker na koncu včasih mogoče celo ni več pomembno, koliko je kdo velik po populaciji, ampak je pomembno v tem, kako izkušnjo ima in seveda kako dobro lahko vidi oziroma kako dobre ideje ima za oblikovanje tega sveta. Torej, če smem ta kratek lok razmišljanja nekako zaključiti, tisto, kar je naloga ali pa bo naloga univerze kot ključnega družbenega stičišča, če hočete, emancipiranega življenja, bo pravzaprav v tem, kakšno izkušnjo na eni strani ponudi drugim in kakšno izkušnjo sprejeti od drugih. To je naloga, zato da bomo lahko mislili to družbo, ki bo ne več teritorialna, ali pa vsaj manj teritorialna, kot je do sedaj v prvih 100 letih univerze bila, pa zato z deteritorializiranimi in politikami in trendi in še s čim, ki bodo seveda zelo globoko vplivali na to, kako ta družba funkcionira in kaj ta družba pravzaprav od sebe želi. Tako da jaz bom tule zaključil, se pravim, ni danes moja naloga, bi z veseljem, zdaj drugič, z največjim veseljem, ker to je pač moja, kako se temu reče, strast, ampak res bi se ravno rad zahvalil še enkrat za vabilo, se obenem tudi upravičil, ker imam obveznosti naprej, nekaj časa, malo časa bom še lahko tule, potem bom šel naprej, vsekakor pa želim temu zboru vse najboljše, pa seveda tudi univerzi v tem letu, da bi se na nek način zazrla vase, da bi pogledala vse tisto, kar je bilo prehojeno in predvsem pogledala, kaj se da narediti naprej. Ker brez univerz, zdaj bom pa rekel v množini, pač tega družbenega življenja, kot ga imamo, ne bi bilo ne v tej obliki, ne seveda v tem, recimo temu, globalnem smislu. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani zbor. Če se je ta sklop referatov začel pravzaprav z zgodovinskim pogledom in smo vmes poslušali nekaj zelo aktualnih besed od Magne do ministrovih pogledov na vlogo univerze, naj morda z enim drobcem iz zgodovine slovenske univerze bo ta sklop referatov morda zaključen, pogledal z vidika pravne fakultete kot ene od ustanovnih članov Ljubljanske univerze, za katero je v imenu njegovega veličanstva Petra I. po milosti Božji in narodni volji kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev Aleksander kot prestolonaslednik promulgiral, torej razglasil in obnarodil, objavil zakon o Univerzi kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev. Sprejet je bil ta zakon 23.7.1919, objavljen pa potem, takrat so bili že neki elementi krize, doktor Repe bo to bolje vedel, šele čez en mesec, 23.8.1919. Ampak kot ustanovitev Ljubljanske univerze ne štejemo tega zakonodajnega akta, obletnico, ampak se šteje, kot je bilo danes že povedano, prvo predavanje, kar je verjetno prav. Seveda je prvi člen tega zakona povedal,
da ima ta univerza 5 fakultet, teološko, pravoslovno, filozofsko, tehnično in medicinsko. To je bilo pač prvih 5 fakultet Ljubljanske univerze. Tukaj spodaj je en primer, kako je ta univerza začela delovati, že indeks oziroma osebni izkaz rednega slušatelja. Indeksov nimamo več, škoda. V teh starih indeksih so podpisi mojih profesorjev, številnih vaših profesorjev, pa vidim podpise Goričarja, pa Šnuderla, pa jih je tako luštno kdaj pogledati. To je tempi passati. Zdaj indeksov ni in seveda, ne vem, podpisov ni. Ta delček spomina ne bo več dokumentiran oziroma vsaj ne v taki prijazni obliki. No, za pravno fakulteto je značilno, da so njeni 3 prvi profesorji, dr. Ivan Žolger, dr. Bogomil Vošnjak in dr. Leonid Pitamic. To so tile možje, Žolger, prvi, drugi Pitamic in tretji dr. Bogomil Vošnjak, bili vsi na mirovni konferenci v Parizu. In zato je bila prva seja profesorskega zbora Ljubljanske pravne fakultete 18.12.1919 v Parizu, kajti Žolger je bil član delegacije Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na mirovni konferenci, Vošnjak tajnik te delegacije in Pitamic svetovalec. Zato je prvo predavanje na pravni fakulteti, inavguralno predavanje, ki ga je imel dr. Leonid Pitamic kot prvi dekan, potekalo šele 15.4.1920, aprila 1920, in pravna fakulteta bo takrat obeležila 100-letnico svojega delovanja, ker bo kot začetek delovanja štela prvo predavanje, tako kot celotna univerza za začetek svojega delovanja vzame to prvo predavanje. No, iz tega predavanja z naslovom Pravo in revolucija skoraj da vsi naslednji dekani v delitvi diplom citirajo tisto besedilo iz tega prvega predavanja, ki ga je takrat Pitamic povedal, potem je zadeva seveda tudi objavljena, namreč poudarek na tej po eni strani človeški noti pravnih predpisov in potrebi, da je treba te pravne norme vzeti za svoje, jih ponotraniti, kajti pravi, ali pa je rekel Pitamic na tem uvodnem predavanju, ne bomo ustvarjali, ne bomo delili pravice in ne bomo našli pravice, če ni pravičnosti v nas. Skratka, poudarek na to osebnostno karakteristiko, ki naj jo pravna fakulteta nekako razvija pri pravnikih. No, nekaj slik okrog tega seznama predavanj, verjetno se ne vidi najbolje, ampak če bi od blizu pogledali, bi videli, da je mimo tistih klasičnih pravnih predmetov bilo takrat že na pravni fakulteti vrsto, bi rekel, širših predmetov, ki so usposabljali ne za to zgolj ozko pravno področje v tehničnem smislu, ampak širše. Recimo iz indeksa, ki je tukaj preložen, denimo značilno, da je bila recimo sociologija že takrat, to je indeks iz leta 1920 in je takrat že
dr. Ušeničnik recimo predaval sociologijo, kasneje spektorski in to je seveda vodilo v širše poznavanje družbenih razmer in norm in razumevanje pravnih norm, ki te razmere potem urejajo. Tako da poleg tradicionalnih predmetov od rimskega prava, cerkvenega, kazenskega, civilnega, javnega, tako imenovanega ustavnega oziroma državnega prava, seveda tudi ti širši predmeti. Med drugim recimo je bil predmet državno računoslovje, pa statistika, številni predmeti, iz katerih je potem se oblikovala ekonomska fakulteta. Nepar let po drugi svetovni vojni sta bili pravna in ekonomska združeni v pravno-ekonomsko fakulteto, ampak to je trajalo samo 3-4 leta, včasih se navajata skupaj. No, zanimivo je, da so seveda na pravni fakulteti tudi takoj začeli izdajati znanstveno revijo, ki izhaja še danes, zbornik znanstvenih razprav. Tukaj je en separat iz tega zbornika iz leta 1938, pri čemer je bila pa to že 14. številka, vsako leto je izšel ta zbornik znanstvenih razprav. Aha. No, potem pa morda samo 2-3 stavke okrog tega, da okrog teh dveh imen, pa se ne bom pri njih zadrževal. Samo dr. Žolger kot prvi profesor je avtor tako imenovane Žolgerjeve ustave. To je bila tale naredba narodne vlade, ampak ne Srbov, Hrvatov in Slovencev, ampak te dvomesečne državne tvorbe, ki je nastala po prvi svetovni vojni iz ozemelj Slovani v okviru nekdanje Avstro-Ogrske, torej vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov. Skratka, to je bilo takrat postavljeno že kot neka ustava, ki je, Žolger, ki je pravzaprav pripravil za to državo iz oktobra do novembra 2018, 1. decembra se je potem ta država Slovencev, Hrvatov in Srbov združila s kraljevino Srbijo in Črnogoro v državo Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ta dvomesečna državna tvorba, ki seveda ni bila mednarodno pravno nikogar priznana, je pa vendarle organizirala oblast na ozemlju in če govorimo o prehodu naroda v nacijo, so bili to nacijo v smislu naroda, ki ima državo, smo Slovenci tiste 2 meseca imeli svojo državo in če bi bilo več časa ali pa v tiskani obliki, se bo lahko videlo, da je ta naredba pravzaprav bila neke vrste ustava, določala je ministrstva, upravljanje in podobno. In potem Pitamic, samo en stavek še, on je, kot že omenjeno, poudarjal človečno plat prava, izdal svojo knjigo Država leta 1927, imamo jo v ponatisu iz leta 1996 in 2009, prevedena je bila v angleščino. Delo, ki je pravzaprav še danes povsem aktualno in se nadaljuje kot podpora tudi sedanji slovenski državotvornosti. Hvala lepa in oprostite za predolg.
Tako. Jaz sem se odločila za rumeno danes, ker sem vedela, da bom zadnja v prvem sklopu, tako da se boste malce zbudili in imam tudi to prednost, da sem jezikoslovka, tako da se boste hitro odločili, v kateri predalček me boste dali, ali sem skrajna nacionalistka, ali sem pa jezikovna anarhistka. Druge možnosti nimam, strokovnjakinja nikoli nisem, ampak bom govorila o stvari, ki pa v nasprotju s tem, kar pravi naša prorektorica, vedno buri Slovenijo in Slovence, to je jezik. Tukaj ni nežnih strun, tukaj so vedno strasti in to vsem jezikovnim vprašanjem, ko jih želimo rešiti strokovno, dobro, tudi škodi. Ne? Tako da ta dva pola pravzaprav dolgo časa, torej najbrž od začetkov, burita različne ustanove in različne pravne akte. Ne bom govorila o zgodovini univerze in jeziku od leta 1919, privzela bom nekaj, kar obravnavamo kot dejstvo, to je, da je Slovenska univerza nastala tudi ali predvsem zaradi slovenskega jezika. Dvom bom prepustila kolegu Stebeju, ki mu je ta dvom bolj eminenten in imanenten kot meni in bo o tej isti tematiki govoril v tretjem sklopu. In kolega Stebej bo tudi šel malce v zgodovino in malce v prihodnost. Jaz se bom ustavila v enem obdobju, ki je burilo moje strokovno delo in moje delovanje na univerzi. Pravzaprav sem se leta 2005 skupaj s Filozofsko fakulteto, s kolegom Stebejem, s katedro za novinarstvo in katedro za slovenski jezik, nekako lotila obravnave vprašanja jezika na slovenski univerzi, oziroma konkretno na univerzi v Ljubljani, zato, ker je bilo to obdobje, ko smo naenkrat dobili veliko dokumentov, ki so na vso moč spodbujali internacionalizacijo. Internacionalizacijo, ki naj bi rešila številne probleme slovenskega visokega šolstva. To je šlo od Bolonjske deklaracije in potem seveda naše slovenske interpretacije tega od strategij Univerze v Ljubljani, strategij posameznih članic, okvirja gospodarskih reform, vse do nacionalnega programa visokega šolstva, bolj znanega kot Drzna Slovenija. Zanimivo je, da vse te strategije kot eno prvih prioritet, torej kot prioriteto postavljajo internacionalizacijo, nikjer pa ne rešujejo tega vprašanja vzporedno z vprašanjem jezikovne politike ali jezikovnih strategij. Celo več, nekateri od teh programov izrecno menijo, da je jezik, torej slovenščina, pri internacionalizaciji tako imenovana ovira. In v tem trenutku, ko je jezik postal ovira za internacionalizacijo in internacionalizacija prvi strateški cilj te države, univerze in drugih ustanov, smo se odločili, da bi bilo dobro nekako strokovno reagirati. Tako da se pravzaprav prvi odzivi stroke nanašajo na obdobje od leta 2006 v tem novejšem obdobju, tako da smo poskušali v okviru tedna Univerze v Ljubljani leta 2006 organizirati eno razpravo, se leta 2007 dogovorili, da bomo imenovali eno strateško skupino, pa tega nismo storili. Sodelovali smo pri nacionalnem programu jezikovne politike, ampak vedno znova sta se pojavila ta dva skrajna pola. Ni se bilo mogoče razumno, strokovno pogovarjati o tem vprašanju. Na eni strani smo imeli veliko težavo z ljudmi, ki menijo, da je vsak tuj jezik ogroženost slovenščine, in na drugi strani željo potem, da se slovenščina odpravi, zato ker je pač nekoristna v tem trenutku, ker jo je pač treba zamenjati za nekaj, kar je bolj uspešno, kar našim študentom omogoča večje uspehe, kar omogoča pritok tujih profesorjev in tujih študentov. Da bi to presegli, smo leta 2012 prijavili se na razpis Ministrstva za kulturo in naredili nekaj, kar se imenuje primerjalna študija o jeziku v visokem šolstvu v Republiki Sloveniji in izbranih evropskih državah. In to študijo bi rada danes torej izkoristila za to, da bi nekaj razmislekov in sklepov glede vprašanja jezika danes in v prihodnje poudarila. Naš namen je bil seveda najprej pregledati, kako to delajo zunaj, zato ker se pogosto kot rešitev ponujajo modeli držav, ki so bodisi neprimerljive s slovensko jezikovno situacijo,
bodi si pa se govori, da smo samo mi tako zelo zaprti. Ne. To je bil naš prvi cilj. Potem smo želeli pogledati celoten pravno-formalni okvir, ki ureja jezikovno politiko slovenskih univerz in smo izvedli tudi sicer v omejenem obsegu in na omejenem ozorcu tudi pilotno raziskavo, elektronske ankete in pa poglobljene intervjuje z vsemi odločevalci glede rabe jezika na slovenskih univerzah, se pravi z dekani, rektorji. Zdaj, zanimivo je bilo, da smo ugotovili, da še tako liberalne države glede vprašanja jezika v visokem šolstvu premorajo vsaj ohlapen formalni okvir, kamor lahko postavimo uradni jezik v visokem šolstvu. Druga ugotovitev pomembna je bila, da se internacionalizacija dogaja na drugi in tretji stopnji študija, predvsem v tujini, torej na podiplomskih in doktorskih programih, da pa se hkrati tujim študentom in tujim profesorjem zelo ugodno ali celo brezplačno ponujajo tečaji tega jezika države, kjer so, se pravi, državnega jezika. V nasprotju s tem smo v tistem času za Slovenijo govorili, da v resnici imamo formalno pravni okvir, slavni 8. člen, ki se bo zdaj spet odprl in bodo debate enake, kot so bile takrat, ki omogoča kakovostno internacionalizacijo. Ampak, da tukaj ne obvladujemo neke pametne strategije, da se ne pogovarjamo o tem, kakšne jezikovne strategije uvesti, zato da bomo ta formalno pravni okvir lahko uresničili. In drugo, kar nam je nagajalo ves čas, nam se nekako zdi, da bo slovenščina kar obstala. Torej, da se nič ne more zgoditi, ker to pač je in bo in je za večno. Tudi če ne vlagamo v razvoj infrastrukture za slovenske jezikovne vire in tehnologije, torej če nič ne spodbujamo raziskovanja, slovenščina pač bo. Tako da vsem tema pravzaprav se nam je zdelo najbolj vredostojno preveriti na terenu, kaj mislimo, ali res obstajata samo ta dva pola, ki sta mogoča glede obravnav slovenščine v visokem šolstvu in jezika znanosti seveda tudi. Tole so številke, koliko ljudi je odgovorilo na našo anketo, ni velik vzorec, smo pa poslali torej vse povsod vsakomur, ampak se veste, kako s temi stvarmi je. Zdaj, mogoče najprej nekaj skupnih ugotovitev, vse to je tudi že bilo objavljeno. Večina študentov, učiteljev in tudi vodstev fakultet univerze razmišlja o tem, da je angleščina nek dodatni učni jezik za tuje študente. Hkrati pa vsi poudarjajo, da če želimo povečati število tujih študentov, potrebujemo popolnoma druge strategije, kot jih imamo sedaj. Ker v tistem trenutku smo bolj ali manj prepuščali ljudem, da se sami odločajo, kaj bo s tujcem v predavalnici. Nekdo se je odločil, torej kolega je rekel, jaz ne bom predaval v angleščini za 3 tujce, drugi je rekel, moram predavati, ker imam 2. Torej ni bilo nekih rešitev, ki bi bile skupne vsemu. Eden od problemov, ki ga je omenjalo več ljudi, je bilo tudi neznanje angleščine, torej dobite tujce, pa ne obvladajo angleščine. In neka skupna večinska ugotovitev je bila vendarle, da internacionalizacija pravzaprav pomeni večjezičnost, medkulturnost, ne pa zamenjave nacionalnih jezikov z angleščino. Seveda je to lepa zdaj slika, ki je večinska, ampak hkrati se je pa že takrat pokazalo, da imamo 2 tipa fakultet znotraj univerz. Fakultete, ki vidijo v učenju tudi biznis, in te so dosti bolj proangleško usmerjene, ker povezujejo, se pravi, pritok tudi s tržnimi sredstvi. In druge, in te so bile seveda večinske, ki so vztrajale na univerzi kot javnem dobrem, ki mora seveda so to javno dobro tudi zagotavljati v slovenskem jeziku. Zdaj, zanimivo je, da so se stališča učiteljev, študentov in študentk nekako zlila v 3 skupine. Mi smo jih imenovali proslovenski, svetovljanski oziroma kozmopolitski in proangleški tip stališč do vprašanja jezika. Proslovenski tip je zelo klasičen, si predstavljate, torej za vsako ceno je treba zaščititi slovenščino. Ta tip je našel svoj izraz v zadnji debati, ko je bila odprta novela zakona o visokem šolstvu v parlamentu, če se spomnite sramotnih nacionalističnih izjav. Zelo strastna je ta skupina. In en del te skupine seveda je tudi izrecno povedal, da
je njihovo znanje angleščine pomanjkljivo, tako da smo tudi s tem nekako povezovali njihove odgovore o tem, da je seveda bolj udobno študirati v slovenščini. Ta je bil največji tip, tako pri učiteljih kot tudi pri študentih. Druga skrajnost, najmanjša skupina ljudi je bila proangleška. Tam je tudi ta druga skrajnost, nobenih ovir, jasno je, da se moramo zaradi internacionalizacije odpovedati slovenščini. In hkrati tudi vsi so svoje znanje angleščine zelo visoko ocenjevali. Srednja številka je ta svetovljanski, kozmopolitski stil, tip naših stališč, za katerega smo se tudi mi, ko smo to raziskovali, odločili, da ga je treba krepiti. Torej ne out, ne ali, ampak vendarle neka pametna strategija, ki je nujna za razvoj slovenske univerze in vključevanjem večjezičnosti. Tako da naši zaključki pravzaprav so šli v dveh smerih. Prva stvar je, da se ne morejo veliki strateški cilji, ki pomenijo rabo jezikov, reševati ločeno, ne da bi hkrati delali tudi jezikovno politiko. Da je za velike strateške cilje žal treba tudi več denarja. Torej, internacionalizacija ne more biti povezana z prostovoljnim delom učiteljev in učiteljic, z parcialnimi rešitvami. Tako da razumevanje internacionalizacije, ki se je pokazalo v teh treh tipih naših študentov, je nekaj, kar je dejstvo in kar se znova zbuja ob vsaki jezikovni debati, zato jaz mislim, da ta kozmopolitski tip rešuje marsikaj, je srednja pot, ki obe skrajni strasti tudi rešuje. Je pa to seveda ne samo vprašanje jezika, zato bi vam rada čisto za konec prebrala eno ugotovitev Toveja Bula, ki proučuje jezikovno politiko norveških univerz. In on izhaja iz tega, seveda, da je izbira akademskega jezika in jezika znanosti povezana z idejo, kaj je univerza. Torej, kako posamezna univerza vidi svojo legitimnost, svoje poslanstvo. Takole pravi, če si predstavljamo različne univerze na premici, so univerze, ki jih zanima posel in izobrazba kot blago na eni strani. Na drugi strani pa so univerze kot javno dobro, ki prispevajo k družbeni blaginji. Konec citata. In to je po moje odgovor na jezikovna vprašanja. Kakor vidimo svoje delovanje, svojo vlogo, svojo družbeno odgovornost, tako bomo tudi izbirali jezike, ne samo jezik na tej univerzi. Hvala lepa.